30 let praznuje oddaja, ki jo gleda velika večina Slovenk in Slovencev, to je 24 ur, ki torej že od leta 1995 skrbi za informacije iz prve vrste. Vendar, kaj res veste o tej oddaji? Kateri momenti so se najbolj vtisnili v spomin akterjev oddaje? Vse to bomo vprašali naše istrske predstavnike Darjo Zgonc in Tomaža Peroviča, ki jo tudi lepo pozdravljam. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Začeli bi kar pri Tomažu in sicer glede na to, da ste Tomaž pravzaprav bili en od idejnih vodij same oddaje. Kako je nastala oddaja 24 ur oziroma iz česa se je rodila želja po ustvarjanju informativnega programa? To je bila velika želja takratnih lastnikov, ki so ustanavljali televizijske postaje v državah, v bivših komunističnih ali pa socialističnih državah. Njihova osnovna ideja je bila, da bi ljudem, ki niso imeli prej dostopa do ameriškega entertainmenta, nadaljevank in takšnih stvari, da bi jim to prinesli in da bi jim ponudili te prve neodvisne informacije. Ker so v teh državah se pač vse televizije bile bolj ali manj državne. Ne? In to je bilo njihovo izhodišče. In bil pa, oni so delali intervjuje skratka, mene so lepega dne, mene je nekdo, Branko Čakar, me vpraša, če bi šel na Pops, rekel je Branko, hvala Bogu, da lahko grem iz TVS-ja. In potem sem imel nek intervju in v tem intervjuju, meni se je sicer sanjalo, kaj bi rad delal, ne? V redu, ne? Že pa mlad sem bil, pa samozavestni smo bili vsi, ne? Jaz kar enkrat pridem v pisarno, v kateri proti mene sedi 12 Američanov starejših od mene. Tako da je bilo relativno napeto, ampak je bilo v redu. Je bilo lepo obdobje. Čakaj, zakaj si komaj čakal, da greš z TVS-ja? Na TVS-ju je bilo vse druge stvari so bile bolj pomembne kot pa tvoji izdelki. Kot novinarja ali pa kot urednika. S kom si prijatelj, s kom nisi prijatelj, kdo dela, kdo ne dela, koliko je dobil nagrajevanje, v katerem razredu boš bil, pa skratka, takšne stvari. Mi imamo tudi izsek tistega prvega oddajanja, torej 24 ur. Ja. Zato bosta pa rabila slušalke. Tako, če želite poslušati to. Dober večer voščim. Novica dneva je, drage gledalke, spoštovani gledalci, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program. Pred nekaj trenutki je, kot ste lahko videli, generalni direktor podjetja ProPlus Marjan Jurenec s pritiskom na gumb sprožil začetek programa Pop TV. Programa, ki pomeni pomembno in, upam si trditi, dobrodošlo popestritev televizijske ponudbe. To je bilo dejansko 15. decembra, ne? 15. decembra je bil 15. december. A si opazil, da smo govorili takrat Pop TV, ker ste bili sami Štajerci na vrhu. In potem smo na začetku govorili Pop TV in pa smo počasi šli na bolj normalno izgovorjavo, ker nas je vseeno prišlo kar nekaj Primorcev. Ne? Tomaža, že ko je Darja zdaj omenila, da je prišlo kar nekaj Primorcev, Štajerci, kako si izbral ekipo? Kje si jih našel, kako si se odločil, kdo bo s tabo sodeloval? Ena sreča je bila, da sem takrat predaval na fakulteti in se je pojavila v tistem obdobju ena izjemno dobra generacija. Tako da je bilo precej, jih je bilo tam. Darja je bila ena izmed najpomembnejših ljudi, ki je takrat rekla, ja, pridem, zaradi tega, ker je pokazala, da verjame, da se splača priti, da to ni zelo riskantno, ne? Da ni zdaj adijo služba, denar, ne, tle bomo ne vem kaj delali. Ne? Tako da je bila ena kombinacija izkušenih novinarjev, v naših očeh takrat izkušenih, čeprav smo bili stari koliko 33, 35 let, ali pa še manj, z eno kombinacijo mladih študentov. Pa še ena zadeva je bila zelo pomembna. Na nek način smo vsi zelo radi imeli takrat rock'n'roll muziko. To vas je povezovalo? Ja. Ja, jaz tudi mislim. Res mislim. Ja. Katere bende? Če si znal dobro plesati, ne? Ja. Ne, pa ne govorimo o AC/DC-ju, tako resno rock'n'roll. Ne, jaz recimo, če se spomnim tiste čase, ne vem, tle smo poslušali Zuckera, ne? Siddharta je nastajala kot slovenski band, ki ima tudi letos 30 let, ne? Smo jo poslušali, ne vem, jaz sem bolj Metallica in te variante, ne? Tako da smo takrat, tega tipa, ja. Ok, kdo pa še poleg Darje je bil takrat? Na začetku? Ja. Boštjan Lajovic, moj prvi sovoditelj. Tomaž je Boštjanu rekel, da se je zmenil, da jaz sem že rekla ja. Meni je rekel, da Boštjan je že rekel ja. Je malo kombiniral zvito, ampak smo res, tako se mi zdi, res z veseljem prišli zraven. Ja. Takoj. Ja, Drago Balažič je bil tak, ki smo ga slišali, ne, ker takrat se nam je zdelo vsem skupaj, da je zelo dobro, da bi imeli kot voditelja nekoga, ki
če ni že zelo star, pa da Da bi vsaj izgleda izgledal zelo starejši. Edi Pucer je že takrat prišel, ker se še spomnim, da sem ga pregovarjala kot novinar, je potem prišel in je začel takoj že Ja, 15. ne? ja. Tjaša Slokar, Tako, zadnja Špela urednica je bila, Šipek, ja. pa se je bilo kar Alenka Arko Alenka Arko od je prišla začetka, tudi, ja. recimo dolgoletna voditeljica oddaje Preverjeno. Še eno vprašanje, prej si Tomaž rekel, da je bila ful dobri ekipa študentov, oziroma da so bili zelo zagnani. A danes dobimo še takšne zagnane študente, ki bi te ustvarjali program informativni, tako kot ste ga vi takrat? A je še ta zagnanost v študentih? Mogoče, če smem, ne? Ja, je. Najdeš študente, ki sem sama dolgo leta tudi predavala, ne? Plus še vedno obstaja Pop Akademija, ki jo je vzpostavil, mislim, da prav ti, Tomaž, ne? Se pravi, da imamo na svoji firmi tudi iz prve roke učimo produkcija, info in vse. In tudi tam najdeš, že tako pridejo študenti ali pa nekdo s končano fakulteto in pol najdeš ljudi, ki res izstopajo. Ne? In tudi med študenti takoj vidiš, koga tako zelo zanima. Ne? Ker prvo vprašanje ponavadi je, ne, kje spremljate novice. Ne? In že to je bil en takšen lakmus papir, ne? Da vidiš, kje kdo kaj spremlja. Ne? In potem se zelo hitro vidiš, kdo je. Mislim, Res vprašanje. je bilo včasih neprimerno lažje. Novinarji smo bili večji frajerji od tega, kar smo danes. Ja. Bom rekel, tudi malo bolj spoštovan poklic je bil od tega, kar je danes. Mi smo uspeli v 30 letih svoj poklic, bom rekel, relativno dobro zapacati, ne? Kar se tudi vidi potem, da nam ljudje ne verjamejo več toliko, kot so nam včasih verjeli. Ne? In druga zadeva je bila, da je takrat bil novinarski poklic, ker je bil spoštovan, je bil tudi spodobno plačan. Mislim, takrat ni bilo vprašanje, 5 na SP, ne, 5 odprej si popoldanski SP, ali ne vem, kaj takrat se je vedlo, ne, to je poklic, ne, če hočeš biti, dobiš službo, ne. Tako to se je spremenilo. Je pa res še ena zadeva, po drugi strani pa tako, da je zelo odvisno od generacij. Na Obali Plus smo letos delali en projekt skupaj z univerzo na Primorskem, pa z državo, ki je dala možnost 12 študentom, da so delali po 110 ur na Obali Plus. In prijavilo se je 12 študentov in od teh 12 študentov bi jih lahko 8 vzel takoj v službo. A dej nehaj. Ne veš, zakaj vprašam? Zaradi tega, ker pravijo, da v medijih je ful težko dobiti kader zdaj, ne? Nasplošno v vseh poklicih, ampak v medijih tudi. Ja, to je tudi tako zelo specifičen poklic, ne? Tako kot je rekel Res je. Tomaž, plače niso več tako zelo dobre, ne? Pa urniki niso najboljši. Urniki niso najboljši, ne? Plus je res, ne, da ko smo mi rasli gor s Pop TV-jem, je bilo to najbolj cvetoče obdobje novinarstva, država je bila mlada, stvari so se spreminjale, ves čas imel občutek, da res nekaj premikaš, ne? Zdaj so razmere bistveno drugačne, ne? Ampak se mi zdi, da pa vseeno jih dobiš in vsaj mi se trudimo in jih imamo, ne? Ljudi, ki jih gradimo. Ne? Zdaj, ali bodo šli stran zaradi tega, ker so se razmere spremenile, ker so plače nižje in tako naprej, ne vem. Ampak tisti, ki ima res, bom rekla, veselje, talent, lahko uspe znotraj tega. Ok, še Tomaž, zate še eno vprašanje. Torej, ti si šel iz RTV-ja na privatno televizijo z znanjem, ki si ga verjetno pridobil na RTV-ju. Kako so te potem takrat tisti bivši sodelavci kaj spremljali? Bivši sodelavci, koliko se jaz takrat, moj spomin na to, ki ni nore, da je resničen, je bilo, da so bili vsi zadovoljni, da so šel stran. Jaz vem, da sem takrat povedal generalnemu direktorju, ne, da odhajam, ne, ker sem imel svoje predstavi, da bo on rekel, pa da je ostan še tle malo, pa lej, ti si dober, mlad, pa perspektiven, pa tako naprej, pa on njemu izletelo, joj, hvala Bogu, zdaj im lahko enega drugega zaposlil, ne. Tako da ni bilo tako grozno, ni bilo grozno. Kako je bilo pa potem teh RTV-jevcev, ki ste jih uspeli skupaj s svojim prehodom privleči seboj? Ja, RTV je takrat bil tak, en mastodont je bil pa blazno samozavesti, oni so bili res prepričani, vsi takratno vodstvo RTV, oni so res bili prepričani, da bomo mi zabluzili totalno, ne? Da nimamo pojma, da je znanje delanja informativnih oddaj ali pa televizija nasploh, tudi entertainmenta, ne? Da ne govorimo o športnih prenosih, da je to nekaj, kar je izključno vlasti RTV-ja. In so vsem tem ljudem, ki so šli takrat rekli, poslušaj, ne se zafrkavati, ne? Tam bo 6 mesecev, to bo propadlo. Nihče drug ne zna tega delati, samo mi znamo to delati. Ne? Tako, in mi smo tudi šli takrat 15. december, recimo, če se spomniš, seveda s Tomaževo vizijo, ne, smo šli s tem informativno oddajo, ki je bila zastavljena drugače. Se pravi, temeljilo je na sliki, na izjavah na ljudeh, ne na birokratih. Mi smo takrat poročali, jaz se spomnim, o gripi, ker je bila položila v posteljo, ne vem, 3/4 Slovenije. Novic v prvi oddaji. Ja, pa je bilo sneg, pa težave zaradi snega in tako naprej. In jaz se spomnim potem,
sem dobila ene ful komentarjev, češ, da smo populistični, češ, da smo takrat se je reklo žuti, rumeni, ne, rumeni tisk v tem smislu, ne. Pa dejansko se je zelo hitro izkazalo, da ni tako, ne, da nam ljudje začenjajo verjeti in da prehajajo k nam. Samo po 2 letih smo mi dohiteli TV Dnevnik, ki je bil do takrat edini zveličavni in ljudje so bili enostavno navajeni na njega. Ja, bilo je pa grozno, zato ker navade, medijske navade, ne, ko si ti enkrat navadiš na en svoj medij, je zelo težko, na kak način bom jaz zdaj nekoga prepričal, da takrat o 7:30 ne iti na TVS, celo življenje to delaš, ne pet nekam drugam, ne. Mi smo na začetku bili relativno grozna oddaja, ne. Mislim, nismo bili nismo bili najboljši, ne. Ampak in takrat na začetku, ne, mi smo imeli 10% gledalcev TVS-ja, ne, in sem jaz rekel, glej, super, da jih nimamo več, ne, ker tako si kaj zaslužimo več. Se moramo še narediti, ne. Ampak potem po ene pol leta se mi zdelo, da se je usedlo, ne. Res bil sem prepričan, vsi smo bili prepričani, ne, da delamo boljše, ne, da več informacij izveš, da smo hitrejši, da so bolj pomembne informacije, ki jih rabiš. Pri nas gledanost 0. Nič. Mi še zmeraj cepljamo na 10%, ne. Na kar pride trenutek, ko najni kolegi na TVS-ju novinarji razglasijo, da bojo stavkali. Se iz nekega razloga blesoga. In da ne bo oddaje. Kar pomeni, da v 7:30 bojo oni sami prečitali neko dolgočasno sporočilo, špiker, ne, pol bi pa vrteli razglednice iz Slovenije z glasbo. In sem rekel, evo, to je pa zdaj prilika, ne. Ljudje tam nič ne dobijo in tudi te, ki niso, bojo hoteli priti in bojo gledali pri nas oddaje in zdaj nas bo pa dvignilo to, ne. Mi pridemo naslednji dan v službo pogledati rejtinge, vsi so gledali te razglednice iz Slovenije. Nobene spremembe. Potem je pa hvala Bogu prišla Esmeralda, če se spomnite. Esmeralda, ja. In Branko Čakarmiš, ki je res velik mojster, ne, za programiranje pa za izbor pravih oddaj, ki so v pravem trenutku, je Esmeralda dal tik pred newsom, Esmeralda so začeli ljudje gledati, ne. Mi so bili pa tudi že toliko dobri, pa toliko preferirani, da smo uspeli ljudi, ki so Esmeraldo gledali, potem potegniti, da so začeli nas gledati. Ja, in potem smo, kot sem rekla, če se navežem, ne, nekje v 2 letih smo prišli na enako rejtinge, ampak pol, kar se je meni zdelo zelo prelomno, ne, te tako imenovani izjemni dogodki, se pravi volitve, nek velik svetovni dogodek in tako naprej, ko so bili ljudje vajeni to vendarle gledati na RTV-ju, ne, so začeli tudi pri teh izjemnih dogodkih preklapljati in so gledali nas. To se je meni zdelo, recimo, wow, zdaj pa res štejemo, ne, zdaj nas pa res upoštevajo, ne. Wow. Še eno vprašanje za Darjo. Ja. Kako se je spremenil način podajanja novic oziroma delanja novic od takrat pa zdaj? To se pa do danes. Do danes, ja. To so izjemne spremembe. Pred 30 leti je bilo naše življenje narogno, da tako rečem. Potem je prišlo digitalno, ne, in največja sprememba je pa itak zdaj, ne. Mi imamo te, bom rekla, generativne modele umetne inteligence, ki temeljijo na neki ogromni bazi podatkov, ne. In to je naše novinarsko delo spremenilo, bom rekla, v nulo. Če dam samo za primer, jaz sem bila recimo na praksi, ko sem študirala na televiziji Koper. In pol sem pač nek prispevek delala o neki temi, in sem rekla, žihar se je že pisalo in tako naprej, ne. In arhiv, ne, to, kar danes pogooglamo oziroma vprašamo ChatGPT, pa pol preverimo še, ker še vedno ni čisto. 100%. Včasih se zlaže, ne, Ja. tako. Ampak takrat je bilo to tako, sem dvignila telefon, stacionaren, ga zavrtela, ne, poklicala v arhiv, 2 zelo prijazni gospe vprašala, če bi lahko dobila kaj na to temo. Ja, vas bomo poklicali, ko bo, in so me poklicali čez uro ali 2 in sem šla peš do arhiva, dobila mapco z izrezanimi članki. Tako je takrat šlo, ne, danes je to vse drugače, danes tudi to recimo, ne, ne vem, hodili smo na teren sta bila Tonc pa snemalc, ker so bile velike kasete, vse je šlo počasi, montaža in tako naprej. Danes je to vse drugače, ne. Mi danes recimo v režiji ni več Tonca, vsega drugega, en sam človek je realizator in mogoče oktopus, ki smerja, ki je vsestranski. V studio uvajamo zdaj robotske kamere, ne. Boben je včasih vrtel študent, zdaj je to že vse umetna inteligenca, ne. Stvari se ful spreminjajo, moram pa reči recimo z robotskimi kamerami, če sediš samo v studiu, a ne,
je prekleto dolg čas, Ja, ne, sej to verjamem. zdajle šele uvajamo, ne, Ja. ampak ker sicer me dodajo, mi blazno stvari komentiramo, snemalci se režimo in tako naprej, ne, počasi, mislim, celoten proces infoprodukcije se je bistveno spremenil, no, skrajšal, spremenil, bom rekla, in zelo oklestil nekako, ne. Kaj pa danes, ko spremljate oddajo, kaj se vam zdi, vam je to všeč, vam ni všeč, kaj bi mogoče dodali? To, kar sem zdaj govorila, to se Ja. mogoče toliko ne vidi ven, ne? Se pa vidi v produkciji, ne? Ampak všeč, ne všeč. Stvari se, tehnologija, največji napredek, najbolj skokovit je na področju tehnologije, ne? Tle ni kaj, ne? Bi kaj spremenila v oddaji, definitivno, kaj bi spreminjamo sproti. Sej temeljna stvar, ne, v bistvu zgodbe ostajajo, ne, ti moraš, oddaja so zgodbe, ne, ni to zgodbe dobro pokrite sliko, ne. In jaz mislim, tle tudi prihodnost tega našega novinarstva, našega medija in tako naprej, da delamo zgodbe, ne. Jaz mislim sicer, da je tako, ne, a veš, da je, če sem za trenutek malo bolj resen, Ja. da je pred novinarstvom je tako zlato obdobje, kar se lahko sliši neumno, ampak sem relativno prepričan o to. Zato, ker ti imaš res poplavo nekih novic, ne, ti si bombardiran z vsem čez dan, ne, in ti še zmeraj hočeš ljudi prepričati, da naj pa zvečer vseeno pogledajo news na televiziji, ne. In teh ljudi je relativno dosti. Mislim, da je zadnji podatek je tam, da približno 25% Slovencev vsak dan pogleda eno ali pa drugo informativno oddajo, kar je huge, kar je veliko. Dobro? Tudi več, In- ja, tudi ja, več, kot tako na je. dneve, ko se kaj dogaja, ne. Ja. In zdaj tisto, kar jaz mislim, je, da če imaš ti poplavi nekih neumnosti, ki si z njimi čez dan bombardiran, ne, da potem ti ne smeš teh neumnosti prodajati ob 7 zvečer. Da ob 7 zvečer pa čas, kjer ti dobiš resne, kvalitetne informacije, skratka, da narediš dober izbor tega, kar se čez dan dogaja. Da paziš na to, da če je en potok nekje poplavil, ne, to niso katastrofalne poplave, ne, Ja. ampak da se pač nekje nekaj malega zgodilo. Da to ni čas, ko bi ti pretiraval, kjer moraš biti relativno resen, moraš biti spoštljiv do svojih ljudi, ne smeš se izmišljevati, ne smeš pretiravati. Ne. Jaz mislim, da imamo afer, a veš, pa ne, pa škandalov, pa ne vem, če se tako čez dan dovolj, poln kufer jih imam, ne. Ali v službi, ali privat, ali pa sem bombardiran z njimi, ne. Ob 7 narediš pa resno dobro oddajo, ne. To se meni isto zdi, ne, čez dan z družbeni mediji in vse ostalo, ne, spremljamo neko poplavo nekih, bom rekla, površinskih, poenostavljenih informacij, hitrih informacij, ki so hitra hrana varianta, ne. In potem naš smisel je potem v tem, da ponudimo res, tako kot je rekel Tomaž, eno kakovostno, prečiščeno informacijo, poglobljeno, ne. In dejansko ljudje smo, jaz ne vem, jaz vidim po sebi, ne, saj spremljaš te hitre informacije okoli in gledaš, ne, ampak načeloma ali nimamo časa, predvsem pa se mi zdi, da smo preleni, da bi se mi poglabljali vsako stvar. Zato je tukaj naša priložnost, ne. Kako je Kateri, lepo slišati, reči Dario, varianta, pa ful, to, ker drugače nismo vajeni. Ne? Ja. To je ful lepo slišati. by Kaj the najbolj way. smešno, ko sva z Edijem oba dva Primorca, ne, Ja, seveda. in potem, ne, je kakšne, jasno, te eje tako potegnemo in tako naprej, ne, in potem je hecno, ko jaz rečem Edi, ti, kako, ne, kako bi ti to rekel, ne, in potem se spomnim, Edi, ne morem, ne, on bi rekel, Opet enako. ja, ne. Kateri dogodek pa naprimer je najbolj zaznamoval v teh 30 letih novinarstvo na splošno? A je bilo to 11. september, a je bil to zdaj COVID, nekaj takšnega, kar ste res mogoče cele... Dogodkov, mi smo preživeli ogromno dogodkov. zato Ne, pravim, mi smo ja. Slovenijo vstopili v Evropsko unijo, smo ne vem, odkrivali vodo na Marsu, smo kaj jaz vem, 11. september je bil cunami, če gledamo te, so bili, ne vem, Peterka, pa vsi naši do danes, ne, do Prevcev, do Pogačarja in Dončiča, itak, ne. Ogromno je bilo teh dogodkov, ki je zaznamovalo, enega za izbrati. Da, tako da bi se najbolj ga spomnili, ki bo vam ostal v spominu. Mislim, 11. september mi recimo vedno ostane v spominu, ampak zaradi tega, ker smo pod Tomaževo taktirko seveda tako dobro zimprovizirali, ne, ker se spomnim, smo imeli še 5 pred 8 in sem jaz bila v Lago di Garda, se mi zdi, ko so bili tej voditelji, in sem naredila intervju s tem nekdanjim izraelskim ministrom, ne, o terorizmu in varnosti, ne, in se prišla to montirati v Ljubljano. In je bilo totalno neaktualno, ker se je volk Janez obrnil, ki je gledal vsake toliko nazaj,
če je Smeralda in to, ne, in je bilo, neko Cessna je šla v Nebotičnik, ne, in smo videli, da ni bila Cessna, ne, in potem smo se blazno hitro obrnili, ne, Miran Ališič, Formula 1 je takrat komentiral, je bil slučajno v New Yorku, ne, si je nalepil, to se ful spomnim, v hotelski sobi si je nalepil zastavo ameriško na steno, da je izgledalo, kot da je studio v hotelski sobi, in obstajala je neka vrsta videofona, to je bila neka čudna reč, stacionarni telefon, sliko, ki smo nekako uporabljali. Itak so vsi prišli v službo, ne, in smo delali, se pogovarjali in smo to zadevo nekako, bom rekla, res zanimivo pokrili, a ne? Se spomniš, Tomaž? Tako da tam je zelo ostala v spominu, ampak v spominu je ogromno, mi smo preživeli, ne vem, potres v Posočju, Lok pod Mangartom, če se spomnite, ne? Ko so bile posnetki, ne? Vsi te huge dogodki so pač vedno ostane v spominu. Ne? Jaz bi mogoče vprašal še nekaj v zvezi s prejšnjo trditvijo Tomaža, pa tudi tvoja, Darja. Glede te narative, ki jo danes mediji uporabljajo. Ne? Številni mediji, sploh na spletu, vemo, da iščejo ta clickbait fenomen, torej, da bo čim več ljudi poklikalo na novico in tako naprej. Torej, ko se gre o prepričevanju samih poslušalcev oziroma v tem primeru tudi gledalcev, koliko vas moti narativa in to, ko bi rekel, to nečedno početje drugih medijev? A spremljate to? Ja, mislim, mim ne moreš, ne? Mim grede prebereš, ne? Zdaj moti, ne vem, mogoče ti da samo zagon, da delaš ti še bolj resno, ne? In da probaš ravno na ta način ohraniti kredibilnost in ohraniti seveda gledalke in gledalce. Ne? Veš, na dolgi rok jaz še zmeraj verjamem, ne? Da se ti zmeraj izkaže, da tisti mediji, ki, bom rekel, lažejo, potvarjajo, zavajajo. Verjetno umetno ustvarjajo dramo. Zavajajo, ne? Prav dolgo ne bojo preživeli. Na dolgi rok jim ne bo zneslo. Ne? Če jaz prečitam v enem članku, ne, škandalozno nekaj na obali, ne, pol pa vidim, grem nasedem in preberem, ne, in ugotovim, da je to obala Tunizije, ne pa naša obala, ne, ali pa da se nič ni zgodilo takega, ne. Jaz še zmeraj mislim, da na dolgi rok to vrstni mediji ne bojo prav dolgo zdržali. To se popolnoma strinjam. Se mi zdi, da je to lahko kratkotrajni učinek, da ti na hitro dobiš neke poslušalce, gledalce, bralce, ne? Ampak na dolgi rok to ne gre. Ne bodo ostali, ne? Ne, nikakor. Vse to je že preverjena formula, da ne bodo ostali, ker to že vemo. Ne? Zagotovo. Mi imamo še en posnetek, Žiga. Ja, za Darjo, prosim, poslušaj to. Ja. Povedala nama bosta Darja Zgonc in Boštjan Lajovic. Drago pozdravljen, kaže, da bom kar sama, kajti sporočili so mi, da moramo biti zelo kratki. Tu v dvorani seveda vsi gledamo 24 ur, komentarjev še ne slišimo, kajti stojim tu na sredi ali pa se jih nihče ne upa še povedati. Sicer pa vzgled programa Pop TV uspešno krmari Gojc. Tu je vrsta ljudi, vrsta bolj ali manj znanih gostov iz tujine, predvsem pa veliko domačih ljudi. Program bo torej, kot smo slišali, privlačen, poseben in popularen, kot obljubljajo. Seveda, ali bo zadostil vsa pričakovanja, bo pa seveda pokazal čas. Toliko. No, in če smem, zdaj, kak glas, ne bom komentirala, ampak vendarle, ne. Jaz se spomnim, sva bila odzgoraj z Boštjanom, ne. In potem je bilo treba biti ful kratek, ne. In zdaj, kaj sem jaz tle naredila narobe, to lahko zdaj, ne. Ker je bilo treba biti ful kratek, sem jaz rekla, ja, bomo kratki, ker ne, sem sama, ker odvečen stavek, ne, recimo, ne, ali pa bo pokazal čas, ne. Ampak takrat smo bili vsi tako euforični, na kratko je bilo treba nekaj povedati, vem, spomnim se, sem stala sredi une dvorane, ne, tam so bili vsi okoli, jaz pa na praznem parketu, bi se rekla, ne, Boštjan, ki se je hahljal zraven, ne, tako da sem kar nekako zvozila. A trema? Trema, jaz sem prej delala par let na televiziji Koper, tako da sem že poznala to delo, ne. Bolj kot trema je bil adrenalin. Ne? Okay. Pozitiven ta... Ja, definitivno. Malček treme je vedno treba, mislim, treme v smislu, da ti ni vseeno, to imam še vedno, ne? Ker mi ni vseeno. Ne? Ne? Ampak to ni una prava trema. Ne, v redu je bila. Ja, predete je bila, za nas je bila tudi zelo neobičajna, ker takrat so bili naši lastniki, Američani, so glavni bili ekstremno bogati ljudje, tako milijarderji pa to, ne. Štalete, glavni lastnik je priletel z privatnim, ne vem kaj, to bil Boeing 727, ali ne vem kaj, ne. Mislim, tako, ni bilo heca, ne. On je svoji ženi kupil za rojsten dan večji Boeing, potem 2 leti nazaj. In potem se nekdo odločil, da se te ljudje ne smejo mešati z nami, navadnimi ljudmi. In je bila prireditev, kjer smo prvič morali imeti neke trakove rdeče, ne,
z neko zono, kjer nihče ni smel stopiti v njih, novinarjev nismo smeli spustiti note, da bi slikali. Skratka, bilo je tako priti mač kaotično, za nas pa tudi zelo novo. Wow. Eno vprašanje za Darjo. Ali ste mogoče kdaj mislili, da boste na Pop TV ostali 30 let? Verjetno ne, nisem mislila, da bom ostala 30 let, ampak pri našem delu je tako, da je toliko dinamično, toliko se spreminja, ne, da te nekako kar not povleče, pa se mi zdi, da karkoli drugega bi počela, saj sem počela marsikaj še zraven, ne, ampak karkoli bi počela drugega, bi mi bilo manj razburljivo, manj adrenalinsko, ne, to je, ne. To te nekako not povleče. Nisem si predstavljala, ne, da bom 30 let, ampak super, da smo 30 let, ne. Ena izmed tistih takih znanih, mogoče malce bolj smešnih anekdot je tudi ta, Darja, če si lahko spet nadanete slušalke. Dajte nam enkrat za vselej razkriti, kaj se je tu dogajalo. Da na slovenskih železnicah ne poslujejo ravno dobro, je glede na rezultate že dolgo znano. Da ne gospodarno ravnajo tudi z nepremičninami, pa je ugotovilo Računsko sodišče, prostite. Se pravičujem. Pri tem posebej bode, da v oči primera prenosa lastništva nepremičnin na hčerinski družbi železnic. Ena od njih je deloma v zasebni lasti, s tem pa bi lahko odškodovali državno premoženje. Kaj je bilo tu? Kaj se je zgodilo? Če se prav spomnim, je bilo to, da smo predtem imeli prispevek, v katerem je Zmago Jelinčič nekaj v zvezi s Hrvati rekel prav zabavnega, ne. In smo se pač pol začeli hahljati, ne, in to pač smeh je nalezljiv, ne. Smeh je nalezljiv in ko se začneš smejati, je za manj, ne, saj ste slišali, ne, kako skušam držati nek glas, pa kao da kašljam, pa ne, ni to, ne, pač, ne, in Edi, snemalci vsi in pol zvozi, če moreš, ne moreš, ne. A se vam pogosto zgodi, na primer, da nastane takšna situacija? Ma smešnih situacij je veliko, ne, ampak tako zelo smešnih, da bi se težko ustavili, pa ni toliko, ne. Predvsem je pa hoditi, če se to zgodi, da je potem napoved za kaj posebej resnega ali pa tragičnega. Takrat moraš pač res tako se skoncentrirati, da greš skozi, da je včasih kar težko, si poten. Ja, so, ker stvari v življenju niso tako resne. Mislim, vse je, od muh v studiu, ki se usedejo nekomu na nos ali med tem, ne, ko govoriš do ne vem, ljudi, ki slučajno zaidejo, pa potem se skušajo umakniti in do kamere, ki pade, ne kamere. Nekaj časa smo imeli podobne iz kartona, tele izolirne zadeve, ne, in se je že zgodilo, da je komu vmes na glavo padel en kos, ne. Ni bilo nič hudega, seveda, ker je bilo iz kartona, smešno je pa bilo, ne. In zdaj radi se pa smejemo, ne. Ja, pa seveda. Grozna velika težava je bila, ker so mi začeli delati, nad nami je bilo teniško igrišče. In ko so mi vadili, v enem trenutku, ko mi vadimo, mi ugotovimo, ne, da se nabijanje žogic ves čas sliši, ker izolacija ni bila dovolj močna, ne. Se probali zmeniti z lastniki, če bi lahko v tem času ne oddajali teniškega igrišča, kar ni šlo ravno najboljše čez, ne. In v zadnjem trenutku prišla ena izolacija, ki je malo držala, malo pa ne. Ja. Držala, malo pa ne. Ja, tako, ne. Tomaž, a se ti spomniš mogoče poleg te še kakšne anekdote, ki ti je tako ostala v spominu s Pop TV-ja? Jaz sem blazno lepe spomine na prve 2 leti, ker je bilo res v redu, no, ker smo bili tako zelo zagnani, ne. Po mojem, slaba plat tega, verjetno za koga drugega, je bila ta, da mi res nismo prihajali domov pred 9:30, ne. Včasih zjutraj. Mislim, ti si zmeraj šel, po vsaki praktično oddaji se je šlo gor nekaj spit, ne, kot so mi rekli, ne. Jaz se spomnim, smo včasih do jutra plesali, klepetali, pili kaj, kakšen kozarček, ne, debatirali, ne, brainstorming in tako naprej. V prvi 2 leti smo bili res, nekako se je, ful smo delali, ne, res je bilo resno delo in zagnano delo, ampak mi smo tudi ful žurali, da je bilo vse skupaj kot en takšen velik žur, ne, po svoje, ne. Zelo velik adrenalin je praktično bil, ne, ves čas, ne. Ja. In nekaj časa potem smo res hodili, zelo smo radi hodili žurat, ne. In prve 5 let ni bilo šans, da bi lahko najeli enakega avtobusnega prevoznika. Ker se s temi avtobusi, s katerimi smo hodili na izlet, se ni nikoli dobro končalo. Tudi v kakšen prostor nismo smeli več iti, ne? Vsako leto je bil drug prevoznik. Tudi v kakšen prostor, kjer smo imeli žur.
smo pol rabili 2 leti, da smo Ampak spet prišli. po mojem tudi zaradi tega je potem ta zgodba tako uspešna, ne? Ker če so sodelavci, ki niso samo sodelavci, ampak so tudi, se razumejo v privatnem življenju, se to pozna tudi pred kamero. Definitivno, jaz mislim, da ja. Jaz sem recimo, ne vem, včeraj sem bila na kosilu z Boštjanom Lajovicem, ne delava skupaj že 25 let, 24 let, ne? Pa smo še vedno full frenda, ne? Tako da, ne? Kje vidite Pop TV čez 30 let? Mislim, jaz predvidevam, da se kakšnih tektonskih premikov tako ne verjamem, da bojo. Ne? Vsi mediji bo sicer vrag se ga vidi na katerih platformah, pa kje vse, pa kdaj jih bomo gledali, ne? Ampak ne verjamem, da bi blagovne znamke, če ne bojo delali velikih neumnosti, kar tako zginile čez noč. Ne? To je Radio Capris, ki ga pa vidiš čez 30 let. Isto boste delali kot danes najverjetneje. Ne? Mogoče v manjših prostorih večjih, ampak jaz vidim, da dobre blagovne znamke, tiste, ki ustvarijo svoje ime v naši profesiji, ne bojo zginile. Ne? Na kakšnih platformah, kaj bo dobro, kaj ne bo dobro, vrak si ga ve. To je razlika, na kakšnih platformah bomo. Ne? Tudi jaz mislim, in koliko nas bo, oziroma jih bo, ki bo še to ustvarjalo. Ne? Ker se pač... Ja, edina zadeva, ki meni nikoli več istočno jasna, a bojo informativne oddaje čez 5 let, še zmeraj dolga 1 uro ali manj. A bi imel daljše ali bi imel krajše informativne oddaje? Zdaj, v tem trenutku? Zdaj, v tem trenutku se meni zdi, da če si dovolj brihtn, je materijala še zmeraj dovolj za 1 uro, ne? Da ljudem razložiš, kaj je. Ne? Ali bo res čez 10 let še dovolj kvalitet, dovolj novic, ne? Ki si zaslužijo 60 minut oddaje, ali pa mogoče dovolj 50 minut. S tem, da če gledamo drugot, ne, tudi na drugih platformah, ne samo na televiziji, ne, bom rekla na digitalnih platformah in tako naprej, je še vedno ogromno, bom rekla, 24-urnih informativnih programov. Ja, seveda. Tako da še vedno se, bom rekla, grdo prodajajo. Ta dva procesa, ki ste zaenkrat čisto v redu. Ne? Kdo je že najbolj znana pevka? Taylor Swift. Ja. Je pred 2 leti napovedala, ne, da bo polnoči dala na splet svoj nov video. Ne? In potem so pač vsi fani njeni čakali polnoč. Ne? Polnoči ga je spustila, ki je bil je dolg 3 minute 50, ne? Malo se izmišljujem, ne? Video. Ne? Poprečno, pa to so njeni fani gledali o polnoči. Ja. Poprečno so ga gledali do 1 minuto 45. Ne? To največji fani, dajmo mi to skrajšati, gremo naprej še kaj drugega pogledati. Ne? Na eni strani imaš to, ne? Na drugi strani pa informativnim oddajam, ki so dolgi 60 minut, ne kaže nič za enkrat, veš, da bi padale med oddaje, da bi ljudje imeli dovolj, da bi šli drugam. Ne? Lepo to 1 uro zdržijo, kar je super. Imaš 1 uro, ne, ljudi, ki rečemo, da jih sploh še, če jih ne jeziš preveč, ne? Ja. Ampak da poveš na nek normalen način, kaj se ta dan zgodilo v Sloveniji svetu, je v redu. Ne? Je pa tudi treba po mojem povedati, ne, da marsikdaj sploh za medijska dela, torej bodi si radio ali televizija, se gledalci, poslušalci in tako naprej vedno znajdejo in ti rečejo, ja, pa vi bi morali tako, ne? In v takem poslu verjetno, ki ga vsi, vsaj kolikor toliko poznajo, bi morali mogoče vedeti, da vsaka stvar je s svojim namenom nekako tudi postavljena, tako kot struktura nekega 24 ur oddaje ali pa jutranjega programa na Radio Capris. Saj tle ni velika, bom rekla, znanost, ne? Najpomembnejše stvari so pač na vrhu, to so nas že kdaj učili, ne? In to še vedno velja. Ne? Da ljudi najbolj zanimajo stvari, ki se tikajo njihovih življenj, ne? Ne neka, bom rekla, birokracija ali pa nekaj, kar je zelo daleč, tudi ni velika umetnost vedeti. Če je nišna, še težje. Mi ob tej priložnosti torej še pozdravljamo tudi 2 sodelavca z Pop TV-ja, ki sta tukaj pri nas oziroma z naših koncev, in to sta Jaka Vran, ki se danes nam ni mogel pridružiti, ker dela, in pa Sandra Boršič, ki je na porodniškem dopustu. Tako je. Ja. Lep pozdrav, ne? Ja, Obema, ne? Itak, ne? Je pa seveda Edija Pucer. Ankarančan. Darja in Tomaž, najlepša hvala za ta obisk. Po mojem, če bi jaz in Manca in Pangos še spustili malo pse zverik, bi verjetno imeli še kupenih drugih vprašanj. Itak, midva se težko ustavila, z veseljem govoriva. Z velikim veseljem bi z vama tudi kramljali še naprej, ampak najprej seveda čestitke ob jubileju in hvala, da sta nas obiskala. Z veseljem in hvala tudi vam. Z veseljem, hvala. Rustja, Manca in Pangos. Radio